Pa tako lep dan je bil. Eni imajo rojsten dan, ne? Ja, A Kdo? poznate? kdo ima Nič ne vem o rojstni tem. dan? Odvisen, ali štejemo takrat, ko snemamo, ali štejemo takrat, ko se to predvaja. Ne? Pa se je danes, ko izdal. snemamo. Skratka, počuti se zelo, kot bi rekel lepo slovenščina, comfortable, ko se ga izpostavi, a ne? Tako je. Okay. Hvala lepa za čestitke. Plan je bil menda itak, da bi danes prelezel na svet, se pravi na dan objave epizode, ampak sem večkrat pohitev. Tako da, Hočeš reči, da so se tvoji bomo- starši planirali, da se rodiš na dan republike? Ne, to ni bil plan. To je bilo vse pač z citatom Ratka Poliča iz enega let jugoslovanskega filma. Ne? Jaz sem nesporazum. Tako da pač je bilo vse slučajno. Ampak če bi že naneslo, ne bi naneslo na dan republike, pa še to se ni zgodilo. Tako da, glej, Nisi pa tudi tako imenovano 8. marčevsko dete, ne? Ti se je bilo pa malo bolj nazaj v zgodovini. What? Ja, to je znano bilo. Tam nekje v 50-ih, 60-ih so se ga moški na 8. marca pošteno napili, ker si pač zaslužijo na dan žena, in pa se je decembra kar veliko otrok rodil. A ne veste tega? Da, to je pa statistiko tebi. Ne? Ja, glej. Jaz sem bolj mislila poleti, pa je pol tam na spomlad. Ne, to je bilo takrat, A, v starih daj, niči. časih. Ja. Tako so bumeri nastajali. Drugače pa danes imamo kar zajeten plan, pa tudi nekaj pisem naših poslušalcev. A to poskušamo sproti umestiti, ali Andraž, predvsem nate se nanašajo? Dajmo se prepustiti Ali, toku dogodkov. Prepustiti toku dogodkov. Ja. Ok, mogoče za lep štart, sam to opisal nam je Jernej in nas vse lepo pozdravlja in hvali naše ustvarjanje. Ima tudi vprašanje, tako da to bom tako kot ste rekli. Postopkovno, torej po feelingu. Tako, z občutkom. Pravnik Ja? v tebi verjetno opleta z živcem po tleh, Aljaž, a ne? Ne, zakaj? Še ni, je še prezgodaj za pravnika omeniti. Aha, dobro. Ja. Ima pa pravnik ob sebi kavo, a ne, da bo šlo lažje skozi. To morajo Dobro. pa vsi moji notranji jazi imajo kavo zraven. Dobro, imate vidva kakšno pripombo, a lahko začnemo? Antiša, ti ponavadi mečkan jeznoritiš. Glede česa? Ja, svašta. Nimam svašta nobenih pripomb. Nič. A bomo, kdaj pridejo pa statistike za politbizarko, prej ali pol? Plus, to sem te še hotela vprašati. Kdaj nastopi čas za totke? Koga? Se je res. Za koga? Totke. Za totke. Ja, mislim, da je, glede na to, da smo na 2 tedna, Aljaž, in da si ti in charge tega projekta, da kar lahko mogoče par stavkov temu namenimo takoj na začetku. Tako, skratka, ljudje božji, prihaja LDGD merch. Merchandise, ravno za čas vseh 3 bradatih mož, no, mogoče vsaj za slednje 2, ker za ta prvega ne vem, če bomo imeli že material robo v rokah, ne. Ampak podcast LDGD v svrhe obdarovanja in zahvaljevanja in podpore zadevnega podcasta v letošnjem prednovoletnem in predbožičnem času objavlja in najavlja tote bags, oziroma kaj to so, vreče za nakupovanje. Ti si vreča, kot bi rekel Antiša, ljubkovalno totke. Jaz se Totke, ne, distanciram tako. od tega izraza. Od tega izraza se distanciraš. Skratka, za vse tiste, ki nas že sicer podpirate, za vse tiste, ki boste to zdaj vendarle z veseljem storili, ko boste videli ta čudoviti dezigen teh totk, detajli bodo na metinalista.si v kratkem, morda ne še ravno z dnem objave te epizode, ampak sebi, svojim bližnjim in svojim bolj oddaljenim boste lahko podarili ekskluzivne LDGD vreče, tote bags, pri tem boste z investicijo v te vreče, z nakupom teh vreč, boste podprli tudi zadevni podcast in če bo dejansko od projekta tudi kaj ostalo, obljubimo, da gre vse izključno v fond za
poletni piknik. A sem prav povedal, Štefi? To si zelo lepo povedal, tako da totke kmalu več informacij o njih, zdaj pa predlagam, Aljaž, krasno si to. Urednik v meni se sprašuje naslednje, ne? Cena, Aljaž, za cenjeno poslušalstvo, ali smo za to še prezgodnji? Štefi, povej. Ja, vidiš, finance pa k meni, ne, Štefi, povej. Ja, tako, ne, ti si plačilna, ne? Nismo se še uskladili. Okay. Lej, nismo se uskladili, mučka, kolebamo med že 25, ja, mučka. Ja, Lej, iskreno povem, mučka, ljudje hočejo, da se iskreno povem, mogoče bodo pol bolj razumeli. Kolebamo med 25 in 35. Zdaj pa, ne vem, povejte. Ja, itak 35. A 45 Zakaj se ne da? 350? No, više, ko bo cena, prej bomo na cilju. Pa Bolj raj vas verjetno bomo ne. imeli. Dobro, no, to je v fazi odločanja, Pa brez ampak zamere. točka bomo to Ja. že vedeli. Nač, dej špico, pa začnemo pol komplet. Pred nami je častna naloga. Najtežja funkcija v politiki biti predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Pa povedala, da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bo. Srečno Slovenija, če voli vzame. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Kot da smo na akademiji, kot da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Brez nervoze, gospa, brez nervoze, kar umirjeno. Se pravi, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike, to pa Andraž Zorko Valikon, privatnik Antiša Korljan, Aljaž Pengovbitenc pengovski.com in Nataša Briški, Metina lista. Zajeten dnevni red imamo, gospodje, za sejo številka 169. Najprej zajeten paket sodstvo, od odločitve glede zdravljenja neplodnosti, pa odločitve Jušić, pa Stojmenova duh KPK in pozivanje vodje opozicije k uporu. Potem morda naslovimo tudi potrditev nove Evropske komisije, pa kakšen komentar na temo glasovanja za guvernerja Banke Slovenije. Pa če se vmes še kaj zgodi, res hvala za vprašanja, ki nam jih pošljete, jih sproti poskusimo umestiti. Zdaj pa, če ima kdo kakšne preference, s čim bi začeli, lahko mogoče ta zajeten paket sodstvo. Kar dajmo. Ok, torej, potem, ko je upravno sodišče ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića, tako v koaliciji kot opoziciji, prebiram, poudarjajo, da je treba sodbe sodišč spoštovati, pričakujejo ukrepanje ministra za notranje zadeve, ki je sicer, tako kot generalni direktor policije, vztraja, da je bilo imenovanje zakonito, medtem ko je vsaj strani Levice, SD-ja in seveda opozicije slišati, da bi morali iti v nov postopek. Imamo kakšno mnenje okrog tega? Lahko jaz? Tole je bila pa rekordna tišina. Zdaj, Ja. vprašanje bi recimo bilo, nove volitve so na vidiku čez leto in pol, če bodo po rednem formatu. Ali je v interesu Golobu, premierju, stranki Gibanje Svoboda, da Jušića in po možnosti notranjega ministra zamenja ali ne? Mislim, če ga zamenja, zdaj smo že Ok, zdaj rabiš minutko, da malo razmisliš. Ne, zdaj smo mi že v fazi ne kdo ima prav, ampak kdo bo na vrh splaval. Tako da jaz mislim, da bi bilo, ne pričakujem, da bo zamenjal Jušića, zato ker pač na tem imenovanju v bistvu stoji celoten kreg med premierjem in Tatjano Bobnar. To je ena. Če on zamenja, potem pač prizna, da je kle vse zajebo in to je to, piši kuči propalo. Po drugi strani se je treba spomniti, da v tej državi nimamo neke resne tradicije, ko sodbe
sodišč, pa če tudi se o upravnem sodišču lahko pogovarjamo, mimo grede, ko sodbe sodišč imajo neke kadrovske posledice, CF Darko Muženič, šef NPU-ja, ki je bil nepravilno razrešen, potem je bil v času Janševe vlade, zadnje mislim, potem je bil njegov naslednik imenovan v jako spornih okoliščinah, ali celo naslednica, malo sem že pozabil, in potem, ko so vsa presojna sodišča ugotovila, da je bila razrešitev nezakonita, se ni zgodilo nič. Tako da, jaz tudi, bom rekel, v praktikalijah ne pričakujem, da bi se kar zgodilo, ker pač te tradicije nimamo. Ok, če pustimo ob strani spoštovanje, ki bi seveda moglo biti prvo spoštovanje sodb sodišč, skratka, ti meniš, da ravno za voljo... Ne. Tretje pa je, ker to je pa pomembno, sodišče je razsodilo, da je bil sklep uradniškega sveta nezakonit. Zdaj, ali pa to pomeni, tle pravnikom meni se je zbudil in bodo pravi pravniki povedali, ali ima prav ali ne, ali to pomeni, da je celoten proces zaznamovan, tainted in razveljavljen, ali ne, to mislim pa, da je pač tretja, v bistvu zelo tehnično vprašanje, ki pa morda se ne izkaže, da ni tako zelo nepomembno. Pa se točno to, Aljaž, kar si zdaj nazadnje rekel, ne? Jaz mislim, da smo od včeraj naprej priča festivalu interpretacij, ne? Da tako rečem. Se pravi, gre za to, da zdaj seciramo vsako besedo, pa pravniki to počnejo, politiki pa še raje, ne? In ugotavljamo, ali je ali je dejstvo, da je Jušić na čelu policije samo po sebi nezakonito, ali je mogoče bilo v kakšnem polkoraku postopka morda bilo narejeno kaj narobe. In seveda, zdaj, tisti, ki so se zelo potrudili, da je Senad Jušić tam, kjer je, bodo našli 1001 razlog, da se v revizijo oziroma celo nov postopek ne gre. Tisti pa, ki bi morda lahko na tej točki oziroma si obetajo kakšno politično točko, vključujoč koalicijske stranke z izjemo Gibanja Svoboda, pa bodo tukaj premaknili svoj lonček in začeli kričati za to, da bi umaknili omadeževanost. Mislim, da moramo še enkrat ponoviti cel postopek. Ja, to se mi zdi, da vedno tečemo ene in iste kroge in da klele nismo zares nič povedali, kakor da eni interpretirajo tako, drugi drugače. Vprašanje bom še enkrat ponovila. Ali bi vi kot recimo premierji države šli glede na celoten kontekst in sodbe spoštovanja, nespoštovanja interpretacije in relativno bližino volitev, ali bi šli v menjavo ali ne. Andraž, kaj ti misliš? Jaz moram priznati, da sem tole včeraj 3-krat prebral in poslušal še zelo pozorno Aljaža zdaj in mi ni dosti več jasen, kakor mi je bilo, ker sem prvič prebral. Tako da se bom vzdržal mnenja v tem primeru. Spet ti medije kritiziraš, ne? Pa spet, ja. Jaz ne, nikoli. Veš kaj, mogoče tukaj vendarle pa je en vidik, ne? Bi šlo pa, da je vprašanje integritete organa. Jaz mogoče kot premier v njegovih čevljih jaz ne bi šel v to, zato ker spet odpreš eno Pandorino skrinjico, ki ne veš, da jo boš lahko nazaj zaprl. Čisto v smislu tega, kaj je manj slaba opcija. Premier tukaj dobrih opcij v resnici nima, ne? Misliš, da v bistvu tem, ki so volivci, ali bili, ali bodo morda prihodnji volivci Gibanja Svoboda, da potihem bolj sede, da se ne dira tega? Pa ja, seveda, ne? Okay. Ampak tisto, kar pa je vprašanje, kakšna je recimo zdaj avtoriteta in integriteta Senada Jušića na tem mestu. Vprašanje je v bistvu zanga, ne? Ali je on najprej politični ali pa strokovni kader, ne? Ali bi on odstopil in rekel, da se bo ponovno prijavil na razpis za to, da razblini vsakršne dvom v njegovo imenovanje, ali ne. In zdaj po drugi strani pa spet, ali je pošteno od visokega uradnika pričakovati, da bo čisto štalo, ki jo je zakuhala politika. Po mojem vsekakor ni lahka odločitev pred njega, bo pa črna packa. Pred njega. Pred njega, ja, prostite, ni lahke odločitve pred gospodom premierjem, bo pa črna packa do konca, na katero se bo dalo obešati še pa još. Sam čeprav razumem,
se tle nobena stran ne more na nič obesiti, ker če se ena stran obesi, pa se tudi druga, pa obe zvisita. Exactly. Mislim, veš, kdorkoli bo kamorkoli s prstom kazal, ne, bo velika doza hipokrizije, da ne rečem dvoličnosti. Absolutno. Pa s prstom, kaj ste pa vi. Točno to, tle imajo čisto vsi priložnost za tipični Janšov, ja, kaj pa oni, a ne? Odkrijemo tam enega župana, ki je pedofil, ja, kaj pa fotopap, ne? Na sodišču, ne vem, kjer je že obtožil, ja, zakaj pa druge ne? To je to, a ne? Mogoče bi, ker smo politika tudi Stojmenova duh. KPK je na podlagi pridobljene dokumentacije potrdil, da niti ministrica ali kdorkoli drug ni vplival na voznika, če se spomnimo tiste afere prehitre vožnje, ali kaj že bilo, ko je na Dunaj šibala, pa modrih luči. Skratka, niso ugotovili nepravilnosti. Na to se je ex-ministrica odzvala na svojem Facebooku, afera, citiram, afera, ki to nikoli ni bila, afera, ki jo je nekdo ustvaril, ker mu ji je takrat koristila. Mediji od prvega do zadnjega so jo zagrabili, kot da gre za največji problem in najbolj kriminalno dejanje v naši državi. Jaz se strinjam z nekdanjo ministrico. Vožnja pod lučkami ni največji problem. Eden večjih problemov je nakup nekaj tisoč računalnikov, s katerimi ne vemo, kaj početi. Tako da, a se peljemo z modrimi lučkami ali ne, je v luči tega v bistvu samo, kako se reče, češnjica na torti. Da je to tako bilo, zdaj čist primer seveda ni, ne? Ampak Al Capona tudi niso zaradi tistega, kar je počel, pa so ga na koncert davkov, ne? Recimo. Oprosti, a smo mi prepričani, da je KPK ugotovila, da ni bilo nič na tem, ali je KPK ugotovila, da na podlagi dokumentacij ni mogoče trditi, da je nekaj na tem. Bom natančno prebrala, kaj je točno tako, kaj Aljaž rekel. In to je spet pomembna distinkcija. Ne? Bom natančno prebrala, kaj so zapisali. Na podlagi pridobljene dokumentacije in zbranih pojasnil ni bilo mogoče potrditi, da bi ministrica ali kdorkoli drug vplival na voznika, da naj uporabi modre luči, niti ni bilo mogoče potrditi, da je ministrica ali kdorkoli drug pri pripravi dopisa za veleposlaništvo vplival na njegovo pripravo. Ja, okay, se pravi, po principu načela nedolžnosti, ne, imamo, pač ni mogoče dokazati te v narekovajih krivde, ne. Ampak mislim, da smo pa dovolj stari, da vemo, da na sodišču javnega mnenja, kot se temu reče, pa štejejo tudi odzivi, nastop, sposobnost prevzemanja objektivne odgovornosti. Ne? Tako da, ne vem. No. Dobro, kje so pa te odzivi, pa javnost bili 2 minutki nazaj, ko smo o Jušiću govorili? Ja, ne, sej se strinjam. To je tako kot Golob, ki je rekel, da ker je vmesno poročilo v parlamentarne komisije okoli teh vplivanja na aretacijo ruskih vohunov reklo, da on na to ni vplival, ne? In on iz tega kar potegnil sklep, evo, Bobnar in Lindav lažete v celoti. Ne? To pač eno in drugo ni nujno povezano. KPK je opustil postopek, nekdanja ministrica je med drugim še zapisala, lahko bi pisala in pisala in pisala, a tokrat ne bom. Svoje misli in občutke bom zapisala v kolumno, namenjeno sebi, kot opomin, da politika nikoli ni bila in nikoli ne bo policy making, kar sem si vedno želela in si še vedno želim delati. Jezus, a lahko, ok, zdaj pa sam malo. Ne, oprosti. Bila je v avtu na ozemlju tuje države in tudi, če je voznik sam iniciativno rekel, bom lučke pržgal, bi morala biti ona dovolj pri sebi, da bi rekla, prosim, da tega ne naredite. Tako, enostavno, to bi bil pravilen. Tudi, če ta interpretacija drži, bi že opustitev tega dejanja, ne? Kao, no, se boste pa vi krivi. Ne? Ti največ med nami potuješ, a ti tudi govoriš vozniku avtobusa ali pa aviona, da je malo stisen, malo spust gas. Se vem, da ne. Ampak ne, tisto, kar hočem reči, ne, je v tem kontekstu vidim bistveno večji problem v tistem dopisu ambasadi na Dunaju, kot pa v tem, a zdaj ti nadzoruješ voznika, koliko voz ali ne.
mogoče imaš pa telefon, mogoče pa spiš, mogoče si pa nervozen ali pa karkoli. No. Hočem reči, Seveda. tisto, kar jaz vidim tukaj večji problem, je dopis, ki je bil oblastniški, ki je bil, ne vem kako temu reči, ne objesten, ampak je bil, oblastniški, je kar pravi izraz. Ne. Zrihtite, da se me izvzame iz kazenskega pregona. To pa ne moreš. Jaz bi pa rekel, da v tem hipu, po mojem, to popolnoma nepomembno, ker stvar je pa sej ministrice ni več, kar pa me zanima, je pa to, o tudi čemer res. se pa ne govori, ne. Kaj pa zdaj s tistimi računalniki? Ki jim je tudi že potekla garancija, oziroma bi morali biti zdaj že odpisani, ne? Ker so, kaj že, 2 leti so v skladišču. da ta problem pa ni šel stran s tem, ko je šla ministrica stran. Ne? To bo gospa Klampfer Potem reševala. pa nihče več Tako. nikjer ne poroča, ne. Niti ne sprašuje. No, zdaj začasno je bil v vlogi ministra za digitalno preobrazbo finančni minister, zdaj pa premier Golob bo za novo ministrico predlagal Ksenijo Klampfer, ona je bila drugače ministrica za delo v času vlade Marjana Šarca. A ima kdo kakšno izkušnjo z njo, se kdo spomni? Je to spodbudno imenovanje ali ne uspe najti boljšega, ne vem. Jaz mislim, da je to. No. Glede na to, da je gospa Klampfer, kot sem razumel iz zapisov, že zdaj bila na tem ministrstvu generalna sekretarka, to pomeni samo pol stopničke, stopničko gor in kaj pa kot političarka bo prinesla, bomo pa videli. No. Potem je Ustavno sodišče te dni presodilo, da so členi zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, po katerih samske ženske in ženske v istospolnih zakonskih zvezah ali zunaj zakonskih skupnosti niso upravičene do umetne oploditve, da je to neskladno z ustavo. 1 leto imajo, da odpravijo. Koalicija je rekla, da se bodo potrudili to narediti čim prej. Opozicija na čelu, mislim, da je bila gospa poslanka Vida Čadonič Špelič, NSI, obžaluje odločitev, češ da nimajo v mislih koristi otroka. Kar odmevalo, Ja. to je kar odmevalo, ta odločitev. Želi kdo kaj k temu dodati? To je super. To je Jaz bi rekel super, da se je končno. zgodilo, kar se je zgodilo. Se mi zdi, da je odlično z vidika enega liberalnega, progresivnega stanja uma, da tako rečem. Ne. Problem, ki ga tukaj vidim, je seveda to, da bo se zna nam zgoditi, da bo to v roku 2-3 mesecev po tistem, ko nova vlada pride na oblast, da bo to visoko na prioritetni lestvici, da se to ponovno vzpostavi v tem trenutku, se pravi stanje, ki je v tem trenutku. Ne. In to je problem slovenske politike, da se vsakič znova se vračamo in derogiramo tisto, kar so ta prejšnji naredili. Ne. In mislim, da bomo tudi tokrat priča temu, to je etično, to je človeško vprašanje, medicinsko in tako naprej. Ne. Tukaj se pa politika na najnižjih ravneh s tem ukvarja, da ne govorimo o javnem mnenju, ki se bo, če se še ni, ne, danes nisem nič preverjal, ampak se bo zbudilo in bomo priča številnim spopadom Facebook brigad, ki se bodo o tem izjasnjevale, čeprav o tem nimajo prav veliko vedenja, da tako rečem. Ne. Mislim, če sem si prav zapomnila, ker sem malo googlala, je kakšnih zdaj z umetno oploditev želja kakšnih 1000 žensk na leto. Dostopno je bilo to seveda zdaj samo parom, po novem naj bi bilo tudi drugim. Jaz bom ob bok tega sam to rekla. V zadnjem mesecu sem delala intenzivno z enim od društev, ki pomagajo ženskam, ki imajo izkušnje z nasiljem. Ženske, ki se morajo zaradi takšnih in drugačnih domačijskih zadev preseliti v varne hiše. Poslušala sem zgodbe teh žensk in bi k temu absolutno dodala, da kombinacija mama, ata, otrok ni nujno avtomatsko tudi že dobra za otroka, da bi včasih, da absolutno so tudi primeri, ko temu ni tako. In da ne vem, če je v prvi vrsti, da gre po tem zaporedju mama, ata, otrok, kot da je za otroka veliko bolj pomembno, da odrašča v ljubečem okolju. Zdaj ali sta to ata, mama, otrok, ali 2 mami, ali 2 očeta,
ali pa samska ženska oziroma samski moški. Jaz bi sam nekaj dodal. Teh zgodb je res veliko. Za otroka, ki živi in odrašča samo z mamo, je verjetnost, da ga bo ata fizično, psihično ali pa spolno zlorabljal, bistveno manjša kot za one, ki živijo v pravi družini. Ja, res, te zgodbe, ki sem jih poslušala, tako, to zna biti tudi res hudo. Tako da ni avtomatično, če sta mama in ata na kupu, da je pa to super. Mislim, vse poznamo Ne nujno. statistika. Ne? Največ zlorab otrok, predvsem spolnih, je znotraj družine. In to so očetje pa strici. A ne? Klasične. Ja. In tega ni malo. Okay. Mislim, da je tega bistveno več, kot je enostarševskih družin, kjer je mama po možnosti celo po umetni poti dobila tega otroka. Če lahko še jaz sam pripomnim, ne, pač vse to, kar ste rekli, ampak po eni strani majčkeno bizarno mi je, da živimo v obdobju, ko predvsem desni pol, pa ne izključno ali pa ne vsi na desnem polu, pa vendarle večinsko vijajo roke, ne, nad upadom števila prebivalstva avtohtonega, ne, nad upadom števila rojstev, ne. Ljubčki, kle imate cel bazen etnično slovenskih. Ja, ni ta prav bazen, Aljaž. Ja, no sej, ampak ne. Zdaj kaj zdaj, a bomo zbirali, ne? A bodo, ne vem, boh ne dej, otroci črni, seveda, se zato tudi hočemo, Aljaž, priseljenca izgnati. Ja, tako, ne, a veš, hkrati pa nimamo ljudi, da bi delali. To je ta hipokrizija, ne, desnih politikov, ki propagira družino in vrednote, in tradicionalne vrednote. Vi ste krivi za to, da teh rojstev ni toliko, kot bi jih lahko bilo. S temi omejitvami, s temi ideološkimi in drugimi preprekami, ne, s to željo po nadzoru nad telesi žensk, ker v končni fazi gre za to. Ne, in to me pa pripelje na drugo točko mojega izvajanja. Vendarle je pomembno, da se pri tej zgodbi, ki je pomembna, ki je prelomna, ki, kot je rekel Antiša, končno smo tu, se treba spomniti, kdaj se je to začelo. To je verjetno najstarejša zgodba v vseh teh slovenskih poskusih modernizacije razumevanja družine. Leta 2001 smo imeli referendum na temo OBMP, kot se temu rekli. To je zgodba, ki je lansirala Aleša Primca v politično stratosfero ali vsaj troposfero, ne. Zgodba, ki je v bistvu se izkazala kot eden od ključnih momentov degeneracije slovenskega političnega diskurza, ki je afirmirala retradicionalizacijo in zaradi katere se mi danes, ne, leta 2024 še vedno pogovarjamo, oziroma zdaj smo končno, upam, se nehali pogovarjati o tem, a je to, da lahko samska ženska zanozi s pomočjo umetne oploditve, a je to sporno ali ne. In je tako, da imam v bistvu občutek, veš, da je o tej vladi, ne, tej trenutni oblasti, vprašanje, kakšna bo njena zgodovinska sodba zgodovine o njej. Ne. Verjetno ne bo najbolj prijazna. No, tisto, kar se pa je dogajalo v tem momentu, se pa popravljajo stvari, ki smo jih mi kot družba zaradi nepozornosti ali arogance ali ignorance v zadnjih 25 letih zavozili. To pa se popravlja in to je dobro. No, jaz bi raznim Vidam in Alešem v vsakem primeru svetovala, ki mislijo, da je edina zveličavna kombinacija ata, mama, otrok, da grejo za kakšen dan na pogovor k ženskam, ki so mogle bežati pred podivjanimi partnerji. Ja. In kakšno pričanje otroka, ki je živel v taki skupnosti. Pa še mogoče, preden gremo naprej, ne, jaz bi mogoče priporočil desnemu polu slovenske politike nekaj več imaginacije in duhovitosti. Oni še kar govorijo, Aljažev sošolc včeraj na Odmevih nazadnje, ne, da, se pravi, govorimo o bivšem ministru za delo, ne, in družino. Tako, delo in družino in socialne zadeve in enake možnosti, in kar je še kaj verjetno. Skratka, oni še kar govorijo o tem, da vzpostavljamo stanje, ko si bo človek zaželel otroka, bo šel, si ga bo kupil in bo z njim živel in z njim počel, kar se mu bo zahotelo. Pa nehajte podcenjevati, ljudje božji, mislim, to je tako, to niti ni poenostavljeno, to je tako podcenjujoče do vseh naslovnikov tega, kar govorite, da si sploh ne znate predstavljati.
No, jaz bi pa v tem delu šla, gremo dalje. Še Nekaj bi pa vse bilo napoved. treba še omeniti, ne, ker nismo Povej. omenili. Ne. Ta zadeva se je začela leta 2002. Takrat je Drnovškova vlada to dala v zakon. 2:1, 2:1 to je celo, povedal 2:1. Aljaž. No, Aljaž je povedal to že vem, to. ampak koliko časa je pa trajalo, da je pa Ustavno sodišče razsodilo, da ta zadeva ni skladna z ustavo. Presoja ustavnosti je bila vložena kdaj? 4 leta nazaj. 4 leta je trajalo, da je Ustavno sodišče razsodilo, ali je to ustavno ali ni ustavno. 4 leta. Dober point. Dalje v tem paketu sojenje. Po sojenju prvaku SDS-a Janezu Janši zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti je pred celjskim sodiščem potekal protest Janševih podpornikov proti, citiram, skorumpiranemu slovenskemu sodstvu, kot pravijo, in Janša je na shodu napovedal začetek upora proti krivosodju, kot on temu rad reče. Ne. To je zelo spominja na vse, kar je počel zadnjih 8 let Trump, upor proti medijem. Izkušnja RTV ekipe, ki je spremljala to sojenje, je bila zelo slaba, kot sem uspela ujeti v poročilih. Skratka, upor proti sodstvu. Antiša. Ja, to je stvar, ki je, ne da je ne bi podcenjeval, to je tisto, kar smo videli včeraj na televiziji, to je nevarno. To je, če parafraziramo von Clausewitza, ne, to je nadaljevanje dosedanje Janševe politike z drugimi oziroma novimi sredstvi. Ne. Mi smo bili včeraj priča mitingaškemu vzdušju, mi smo bili priča temu, čemu smo bili priča pred recimo slabimi 40 leti v Srbiji, temu, čemu smo bili priča še kdaj kasneje v kakšnem drugem okolju, ne, in to ni dobro. To, da se, namreč tisto, kar sem rekel, da je nadaljevanje dosedanje politike, ne, to je to, da se gre v razgradnjo pomembnih sistemov oziroma pomembnih družbenih podsistemov. Sodstvo sodi mednje in to, da se zelo vztrajno vnaša dvom v javnost o tem, verodostojnosti pravosodnega sistema, torej pelje samo eno smer, da se razvrednoti tudi njegova vloga v družbi in se lahko dvomi v čisto vse. Kar je tle nerodno, ne, je to, da jaz najprej pomislil, pa komu sploh pade na pamet, da gre protestirati pred sodišče, a ni to tako, da sodišča pač spoštujemo, ne. A si jih videl včeraj, ja? Ja, no, sej, ampak potem sem se spomnil prizorov iz Amerike, ne, tam to ni tak redek pojav, da ko je neko sojenje, ki je kontroverzno, da se zberejo protestniki pred sodiščem, ampak tam je nekaj drugega, ne, tam pridejo pač ljudje še kar spontano protestirati pro in kontra, ne, tam jih ponavadi pol z enim kordonom vmes policija drži levo, desno, da se ne zmatijo pred sodiščem, ne. Tukaj, ne, smo pa lahko opazili kaj, ne, nek kakor spontani izhod, ne, ki ga je imel lega zlomka že pripravljeno vzvočenje in tudi, če ste bili pozorni, transparenti so bili zelo očitno pripravljeni že vnaprej, ker niso bili na hitro na roko napisani, ampak so bili prav lično stiskani. Ne. In kar je narobe pri tem protestu je to, jaz nimam nič proti protestom, moram še enkrat na glas povedati, in tudi ne bi imel nič proti temu, če se pač spontano nabere tam peščica ljudi, ki protestira proti, oziroma ki zagovarja Janšo, ampak ne, da se potem ta isti Janša pojavi na stopnicah tega sodišča in začne ljudi dobesedno hujskati k uporu, ne, to je pa zelo narobe in zelo nevaren. Ampak zakaj smo pa zdaj mi tukaj začudeni, da se je to zgodilo? Zakaj se je pa dogajalo v času procesa Patria? No, sej, spomnimo se tako imenovanih vztrajnikov, ne, ki so bili pred ljubljanskim sodiščem dolg čas. In spet ne pozabimo, ne, da je protest pred sodiščem, danes že drugič uporabljam to primero, naredil v tem primeru Janeza Janšo. Ker kje so se pa Slovenci zbirali? Na Roški, pred sodiščem. To je okolje, ki ga Janša razume. To je okolje, ki Janšo legitimira. Drugače skoraj da ne more biti. No, je pomembna razlika, Aljaž. Takrat je bilo vojaško sodišče, ki je sodilo civilistov in od tod naprej. Ne? Antiša, se strinjam. Hočem reči, to, kar imamo zdaj, ne, imamo zdaj nadaljevanje te marksistične teze, da se zgodovina prvič ponavlja kot tragedija, drugič kot farsa, tretjič zdaj je pa kaj, kot ironija, ne vem. Ker zdaj je bil na Roški in je Janša ta isti imaginarij z Roške hotel prenesti na Tavčarjevo v času procesa Patria.
kaj bo pa zdaj naredil pred celjskim sodiščem? Vsakič se mi zdi bolj groteskno, to hočem reči. Zdaj bo pritiskal, tako kot je eno in isto vedno, ko mora on na sodišče iti. Ja. Ko je treba dobiti malo medijske pozornosti, potem z avtobusi pripeljejo njegove vojščake, da dvigujejo zastave, pride že z majčkami in izdelanimi protestnimi sporočili. Glede spontank, Andraž, v ZDA 6. januar ni bila spontanka. Ni bila spontanka, ampak poskuša zares predstaviti. Ampak isto tako, se kao poziva, pa pride... procesih, a veš, kako se pač zberejo. Ljudje so se zbrali. Ljudem je bilo povedano. On je rekel, da upor bo trajal, dokler bo treba. Sem pa, veš, kaj jaz še razmišljala? On je začel zbirati preko spleta, je začel prodajati svojo memorabilijo. Ki se je kar slabo končala. A si jaz sem to prav zapomnila, da je vsega 5 jurjev iztržil? 5500 prodal je, namreč vsega skupaj tiste 3 srajce iz časa osamosvajanja, vsega ostalega pa ne, pri čemer je bila samo ena srajca malo bolj resno dražena, ta drugi je z osnovne cene zrasla za 100 evrov, ta tretja šla pa za izklicno ceno, tako da tista dražba ni bila najbolj posrečena. Ne? Mislim, to se mi zdi kar slabo je, Benti. Po moje bi še za višji denar šle moje mrežaste nogavice, ker sem vodila športno sceno. Kaj imaš? Za koga daš? Nimam, ne, ampak to sem imela, pa to sem pisma dobivala. Zakaj pa tega ne dajemo za novoletke? Ja, saj to bo treba počas, lej. Mislim, jaz bi tudi imel kaj od tega, dajmo prosim, Štefi, potegam vse svoje štumfe ven, da bo za honorarje. Poslušaj, to sem hotel še povedati, izjemno malo in to je indikator, da je Janša v težavah. On se dela, da ni v težavah, ampak on je v težavah. Če ste opazili tiste raziskave zanč, zdaj po vsem tem, kar se je zgodilo, rejting ne samo, da je ni zrastel, takoj ko so dali zraven stranko Anžeta Logarja, in tudi kar občutno pade in se kar naenkrat ta razlika med njimi in med gibanjem, ki je spet malo zraslo, hitro znižala. Ne? In on ima zdajle, po mojem, kar velik problem. Ker na eni strani mu rejting pada, na drugi strani ima Logarja, ki se je izkazal, da ima potencial, točno tam, ki sem jaz skozi govoril, nekje okrog 10-12, ker je dovolj blizu, da se začnejo glasovi pretakati levo desno in on začne izgubljati primat. Ne? In zato je on včeraj tam na stopnicah stal pa take težke besede govoril. Nismo menili niti tega, da je ne primerjal sodišče z mafijo, ampak je rekel, da je mafija boljše sodišče. To je šlo kar spet kar mal mimo. Lahko si to privošči, bom rekel, civilist na montiranem procesu v enem režimu, kjer je bilo vse narobe. Ne moreš si pa tega privoščiti, če si lider, če si poslanec, če si bivši premier. To pa ne. Tle pa črta. Lej, ko si zdaj govoril o nižanju podpore javnosti, bi kar izkoristila, da prevedem vprašanje oziroma ti posredujem vprašanje Jerneja, ki je bilo rekordno nizka javnomnenjska podpora vladi in gibanju Svoboda. In te sprašuje, ali je tako nizke rejtinge, zdaj sem prešla iz stanja opozicije oziroma Janše na pozicijo, ali je tako nizke rejtinge pred iztekom mandata sploh še možno obrniti, Andraž? Ja, odlično vprašanje, hvala, Erne. Jaz sem šel zanč malo googlati, namreč tle bo Antiša zdaj spet skočil po meni. Ta senzacionalizem v poročanju v medijih je šel res čez vse meje. Če vi vtipkate v Google rekordno nizka podpora vladi, boste seveda dobili najprej naslove iz konca oktobra. Če boste šli pa še malo nižje, boste pogotovili, da se ta besedna zveza kar pogosto pojavlja. Gremo kar naenkrat 3 leta nazaj, 2021, rekordno nizka podpora vladi, eni drugi. In vse tja prišel sem do leta 2010, ko se je očitno prvič začela, ali pa je prva zabeležena na spletu objava z naslovom rekordno nizka podpora vladi. Jaz sem včasih mislil, da je rekord tisto, kar je pač se zgodi enkrat, potem ko dolg časa ni zdaj te rekordi, kar padajo drug za drugim. Hočem reči, bodimo malo pozorni pri teh naslovih o rekordno nizkih podporah, to je prva stvar. Druga stvar, kar se pa direktno vprašanja tiče, na prvi pogled se zdi, da ne, ampak sem šel malo pobrskati, imam eno fajn bazico, sicer imam zbrane vse raziskave javnega mnenja od januarja 2014. Mislim, da tudi za 3 leta nazaj sem bi mogel malo pofiksati. In sem pogledal, kdaj se je to že zgodilo. Tak zadnji močen primer je bil LMŠ. LMŠ je namreč štartal
pred volitvami, to smo tudi dostakrat omenjali v našem podkastu, in je prišel že tam nekje na 26%, na kar je na volitvah do volitev padel na 12% in se je pobral potem, ko je končno formiral vlado Šarec, na čez 30%. Skratka, možen je prebrati, zelo očitno, ti pa zelo pomaga pri tem, če si predsednik vlade. Drug primer je pa SD. Oni so pa v bistvu velemojstri tega. Bom tlele kar malo citiral, se pravi, recimo SD je bil januarja 2014 na 33% podpore, potem je bil pa dobre pol leta kasneje na 6-7%. Se pravi, popolnoma strmoglavo. Zakaj strmoglavo? Zato, ker se je pojavil SMC. No, ampak SD to ni uveralo, da ne bi potem hkrati s strmoglavljanjem SMC-ja prelezel spet na 28%, tam nekje konc leta 2017, pa spet padel dol, pa je šel spet gor, pa spet dol in tako naprej. Skratka, nekaterim to uspeva bolj kot drugim. Jaz mislim, da v primeru, verjetno se vprašanje nanaša seveda na Gibanje Svoboda, lahko pogledamo že zadnjo raziskavo, ki je spet obrnila ta trend, po tistem padcu, rekordno nizkem padcu navzgor. GS ima v tem primeru to srečo, zakaj ne gre po isti poti, kot je šel SMC, zato, ker pač trenutno ni alternative, ker tudi SD ni več očitno med volivci ta alternativa, ker so se volivci tudi tega zdaj očitno res naveličali, ker to, kar sem prej razlagal, kako gre SD dol pa gor, pa dol pa gor, ta vrh je potem vsakič malo nižji, kot je bil prejšen, in po tisti litiski so se sicer pobrali, ampak nič več od tega. Dokler ni neke alternative, kamor bi se lahko zatekli podporniki gibanja, je možno tudi to, da se njihova podpora vrne nazaj. Nikakor ne na 30%, to mislim, da je pač stvar preteklosti, ampak ni pa izključeno, da se obrne v pozitivno smer v tem primeru. Pod določenimi pogoji. Jernej, da, lahko se obrnejo pred iztekom mandata, težko pa, da bo prišlo na raven, s kakršno so bili izvoljeni. Jaz bi tukaj dodal samo dve, se mi zdi, ne vem, če sta ravno zakonitosti, ampak recimo teorema, da je v končni fazi za izid na volitvah sta, kot smo večkrat že videli, ključna zadnja 2 tedna in da ta 2 tedna nimata nujno nobene zveze z realnostjo. In drugič, da je v resnici cilj ni to, kako visoka ali nizka je tvoja podpora, ampak da je višja od konkurence. Tako da tudi to, če pač bo SDS-u šlo slabše kot GS-ju, bo pač oni na vrh. In to pogledno mislim, da je, ker je Andraž očitno tokrat preveč fin, da bi jo omenil, zadnje Valikonovo ogledalo Slovenije, je pokazalo, da ima koalicija sicer nizko podobo v javnosti, ima pa opozicija še malo nižjo. A sem prav povedal? Ja, to so mečkene razlike. So, ampak hočem reči, ti se skozi prdno, tako. Ampak ni glih, da bi nekdo imel zdaj neki ful prednosti, to hočem reči. Ne, ni. Ok, potem bi pa jaz, preden gremo na tiste obveznosti proti koncu epizode, samo to še omenila, da je Marta Kos in Evropska komisija potrjena, z delom začnejo 1. decembra, kot smo se mi strinjali in v prejšnjih epizodah tudi napovedovali. Z desne so se nanjo spravili z vsemi topovi, zaslišanje opravlja z odliko. Po Potočniku 2-krat, Violeti Bulc in Lenarčiču postaja torej nova komisarka. Prevzela bo komisariat, ki je v bistvu kar precej odličen. Kaj se bo zgodilo s tem, je še v najmanjši meri odvisno od nas ali pa od nje. Bomo pa verjetno lahko narekovali, oziroma ona svojo ekipo, tempo in s tem tiste, ki res odločajo, prisilili, da se proces širitve, ker ta portfelj bo imela čez, premakne iz točke, ko pogovarjamo se, k točki odpiramo poglavje in mogoče tudi za voljo tega, da bo Slovenija na čelu tega portfelja, se bomo tudi sami zavedli, da če kje lahko vlogo Slovenija, Slovenci in Slovenke igramo v neposredni soseščini. Jaz bi rekla, Antiša, popolna zmaga Marte Kos, če vzameš v zakup še proces imenovanja. Mislim tudi v nekem, recimo temu zgodovinskem kontinuumu so se stvari obrnile
v kar precej zmagovalno smer. Tako da Marta, gospa Kos, veliko uspeha na Evropski komisiji oziroma pri širjenju Evropske unije. Štefi, Preden gremo na... Ja, ti, povej. kar rada zmaguješ in Nekdo tekmuješ. trobi. Ja, pa res. Tle se marsikaj dogaja. Ti, kar rada tekmuješ in zmaguješ, seveda, mogoče moraš vseeno omeniti, da se ne bom tako neskromno sam hvalil, kdo je dobil bet, a bo šla Kos skozi. Ne, to sem pa zafrknil zdaj. Rop je bil. Sonček. Ja. Za Marto Kos smo vsi trije rekli, da bo rekli, tako. Ja, jaz prva, da bo gladko na zaslišanju. No, ampak vseeno, to nas pa pripelje k glasovanju o Tonetu Ropu. Tako. To nas pa pripelje k glasovanju za guvernerja Banke Slovenije. Torej, predsednica države je nominirala Antona Ropa, utemeljila to z besedami, da gre za najkakovostnejšega kandidata na podlagi CV-ja. Tako jaz, kot mislim, da Aljaž, sva špekulirala, da morda ima neke informacije, ki jih drugi niso imeli in da utegne iti izbira skozi. Napak, šla je gladko v ne. Hvala. Torej, državni zbor je zavrnil izbor Antona Ropa, moje politbizarke, Rop na čelo Banke Slovenije, torej to se ne bo zgodilo in gremo v nov krog prijav, pri čemer je predsednica že rekla, da če tudi se favoritka koalicije oziroma Gibanja Svobode, gospa Jazbec znova prijavi, ne bom je imenovala. A sem jaz to prav ujela, ne? Moje informacije so tudi take, ja. Mislim, da je to javne. Ja, možno. Jaz mislim, da predsednica v vsakem primeru rabi več pristojnosti, da je mogoče mislila v tem primeru, da jo ima več, kot se je na koncu izkazalo. Imamo kdo kakšno mnenje okrog tega, ker jaz mislim, da je to tudi v funkciji. Bo zanimivo videti, kako se bo nadaljevalo. Gotovo kaže na res hud razkol med kabinetoma predsednika vlade in predsednice države in se bo zelo zanimivo to spremljati tudi na primeru kupčkanja za mesto varuha človekovih pravic. To je pa mandat, ki traja 6 let, kandidat potrebuje ali pa kandidatka 60 glasov v državnem zboru, glasovanje je tajno. Mimogrede, kaj mislite, koliko glasov je Svetina leta 2019 dobil? Če se spomnite. 62? 52? Ne, 52 je premalo, ne, on rab dvotretinsko. 60 vsaj rab. Dvotretinsko rab, pardon. Ja. Tako, no, naj povem, dobil je 89 glasov, samo Bandelijevega takrat ne. Ja. Zdaj je prijavljenih 12 ljudi. Prijavljenih je tokrat 12 ljudi, bo šlo za eno najpomembnejših imenovanj Golobovega mandata. Zdaj, pri 45, izbor predsednice ni šel skozi, klele, ki jih je potrebnih bilo 46. Kdo, se jaz sprašujem, od teh 12 prijavljenih, je človek, ki jih lahko dobi 60 plus? Jaz mislim, da jih ne manjka, ne? Verjetno bi se znal kdo pojaviti. Problem je, če se vrnemo za sekundo k Tonetu Ropu, Tone Rop je pa katastrofalen kandidat. Seveda ni. Problem je v tem, da se tisti, ki na eni strani predlagajo, na drugi strani o tem glasujejo, premalo pogovarjajo. Jaz mislim, da bo slovenska politika, vrhunska politika, končno morala začeti upravičevati to, zaradi česar je tam, in se začeti pogovarjati in tudi dogovarjati. Ker tako, mi lahko trmarimo v nedogled. In imamo nezasedene pozicije, in imamo VD-je, in imamo drugo in tretje razredne kandidate in tako naprej. Zdaj, a je to dobro ali ni? Odgovorite si sami. Ampak jaz mislim, da je ključ uspeha je v tem. Začnite se pogovarjati. To je vse. Ja, oni se ne marajo in bi se najraje še en drugega polili z bencinom pa zažgali, glede na to, kar se dogaja. Tako da ne dvomam, močno dvomam, da se bodo zdaj začeli, čeprav bi se seveda morali, ker potrebnih je 60. Ne samo vse, kar koalicija ima, pa še kakšni odpadniki, pa manjšinca, ampak bodo za to, da bo karkoli šlo čez, tokrat rabili tudi glasove z desne, kar je pravilno, ko gre za takšna imenovanja. Začeli se bojo, ko bodo ugotovili,
da jim to javnomnenjsko oziroma javno podporno, da jim to začenja škodovati. Ker ljudje seveda nismo neumni, ljudje niso neumni in ljudje opazijo, da se o ničemer več ne znajo zmeniti. Se ljudje gledajo poročila, ljudje berejo medije in tako naprej. Kaj? Kako da ne? Kaj da ne? Kaj pa JEK2? Kaj? To je še en zgled, ki je utrjeval ugled politike v družbi. Tam so se pa znali zmeniti, ne? So se znali na način, ki je pač tudi predstavljen in je zelo dobro odmeval v javnosti. Misliš, da se kako drugače to dela? Ali kaj? Ja. Skratka, hočem reči, da se ponavljam, začnite se pogovarjati. Jaz bi dodal dve stvari, vendar je razlika. Ne? Pri vprašanju kandidata oziroma kandidatke za varuha človekovih pravic bo bolj do izraza prišla predsedničina politična spretnost iskanja kompromisov, oziroma jo bo morala najti to spretnost, ker ne samo, da bo moral imeti pač ta kandidatka podporo koalicije, tudi podporo opozicije. In v bistvu tudi pri na opoziciji bo, da bo tudi do neke mere bila konstruktivna tukaj, ne? Ker v primeru Toneta Ropa ni bilo treba biti, celo več, čeprav razumem, pa mislim, da je Andraž to opazil, so glasovi zanj skoraj se direkt pokrivajo z glasovi opozicije, ki so nekako malo trolali koalicijo v tem primeru. Ne? In ta powerplay, ki sta se ga šla... Dobro, z glasovi SDS-a so se. Powerplay, ki se ga gresta premier in predsednica, in v tem primeru se ga je po mojem mnenju predvsem premier, ker je predsednica tista, ki predlaga, in več kot očitno je, da je naredila premislek pri kandidatu. To ni dobro. Ne? In če je že rekla, da ne bo predlagala Saše Jazbec, in lahko morda domnevamo, da če se bo ponovno prijavil, bo tokrat predlagala, ne vem, Milana Cvikla, ki je zdaj viceguverner Banke Slovenije. Mogoče lahko tukaj kakšen posel sklenejo, da tako rečem, da če je Cvikl potrjen za guvernerja, pa se sprosti mesto viceguvernerja, pa je, ne vem, Saše Jazbec pol za viceguvernerko, pa vse skam mečkano odiozno, ampak recimo politično sprejemljivo. Sam tako, to, kar ste si pa zdaj kar se je predvsem koalicija prvošla, da je tako eminentnega kandidata zavrnila zato, ker ga pa mislimo ni predlagalo, prostite, to je otročje. Ne? To so primeri, kjer potem politika zgubila na ugledu, ker to je fight, ki ga res ni bilo treba. No? Ali pa no fight tudi glede pristojnosti predsednika oziroma predsednice države. Glede predsednica države ima kar dodajajo, ni res, kar dodajajo in pristojnosti, tudi v novem, pač po zakonu o RTV-ju ima neke nove pristojnosti, pa tako dalje. To postaja tudi tako malo odlagalna funkcija, ne? Zato, ker se politika v parlamentu ne more zmeniti, bomo dali pa predsedniku in predsednici to funkcijo, pa kar naenkrat, v bistvu si sam predstavil, v bistvu si pojačal problem, ker si naredil konflikt na liniji Erjavčeva-Gregorčičeva, namesto da bi parlament prevzel odgovornost. Ker konflikta pa zdaj ni, ne? Ja, mislim, povečal si ga, ne? No, jaz mislim, da bi kakšno pristojnost v tej obliki tudi mogla imeti imenovanje direkt na pomembne položaje. Ne samo, da lejte, tist bo šlo čez, kar bomo mi rekli, ker zdaj ni drugega. Noben premislek ne pomaga, če ne dobi 46 glasov oziroma 60 za človekove. Ja, ne vem, mislim, da treba te stvari temu vprašanju bolj natančno pristopati, bolj za tresočo roko, kot se reče. Gotovo, ampak na koncu je treba odločitev sprejeti. Ok, bom sam naštela, kjeri so prijavljeni, pa se lahko potem poslušalke in poslušalci sami povprašajo ali pa razmislijo o tem, kdo utegne iti čez. Rabi še enkrat 60 glasov, pa glasovanje tajno. Spet se je prijavil aktualni varuh Peter Svetina, potem raziskovalka doktorica Simona Zavratnik, pa vodja diplomatske akademije na zunanjem ministrstvu, dr. Andraž Zidar, zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, direktorica PIC-a Katarina Brvar Strnad, nekdanji direktor Urada za narodnosti Stanko Baluh, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper, nekdanja
Višja državna tožilka in tudi že na mestu varuhinje človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, nevrolog dr. Zvezdan Pertušek in višja državna odvetnica Jana Morela, pravnik Boštjan Pintar in sociologinja doktorica Valerija Korošec. Zdaj pa budi modar, kdo bo lahko dobil 60+. In Prišli smo Nas- naprej, ne? to pripelje do politbizark. V prejšnjem krogu odločitev je bila sicer kar precej tesna, ampak zmaga ne pod vprašajem. Omrežnina in Ogorčen Golob je dobila 35%, na drugem mestu in srebrno medaljo sta si razdelila Peterle in 2DC partija, pa Toninova analiza Trumpove zmage. Petelinček Lenart pa 11% na bronu, oziroma to ni bron, ne, če sta dva srebrna. Tako je. Pol ni Na brona, ne. 4. mestu. Treba je Četrto. še to povedati, da smo zbirali glasove na različnih platformah, tako da od Twixa do Blue Skyja, do Instagramov na osebnih profilih, Mastodon, ti si se trudila z Google obrazci, pa celo na LinkedInu je bila anketa. Tako da lepa hvala za glasove. V novi pa štartamo. Antiša, tvoj favorit je kdo? Moj favorit je pa, danes se zelo veliko o njem pogovarjamo, pa dajmo še zaključiti v tem duhu. Slovenska demokratska stranka. Ne. Slovenska demokratska stranka je namreč vložila pobudo za posvetovalni referendum o dodatku k pokojnini za dosežke na področju umetnosti. Če to prevedemo, bomo imeli referendum o Svetlani Makarovič in še nekaterih drugih morda umetnikih, ki so SDS-u gorki, ker ne vem, premalo igrajo harmoniko ali kaj, jaz ne vem točno zakaj, ne, ali so pa včasih malce kritični. Ampak če pogledamo v zgodovino, po zaslugi te stranke imamo zakon o Danilu Türku, ne, oziroma o bivšem predsedniku, ne, oziroma ureditev statusa bivšega predsednika republike, ki je po, mislim, da našem skupnem prepričanju sramoten. Zdaj bomo imeli referendum o Svetlani Makarovič. Ustavo smo napisali pred dobrimi 30 leti tudi pod patronatom takratne Slovenske demokratske zveze sicer, ne, kjer je Janez Janša sodeloval, na kožo Milanu Kučanu, zato so pristojnosti predsednika republike v tej državi razmeroma omejene. In tako naprej. Skratka, politika se dela na podlagi tega ali onega posameznika. Če se bomo še kdaj spraševali, zakaj je ena od strank v parlamentu v resnici škodljiva, potem se dajmo spomniti tudi tega. Referendum o gospe Jaz bi samo en Makarovič, medklic, a je šel kdo zračunati, ja. koliko znesejo ti dodatki, da ni nemara referendum dražji od tega. Mislim, da je gotovo Skoraj referendum dražji od gotovo tega. je dražji. Gotovo. A si ti kaj računal? Ne, mislim, pojma nimam, res, tako me zdaj le prešinili, ker ti še omenil referendum, se pa ponovadi si takoj za žepe primemo. Aljaž, kaj pa ti, s čim pa ti Moja loviš zmago? bizarka je pa danes premalokrat, mimogrede, mislim, da smo pogodbeno obvezani omeniti Vladimirja Prebiliča, tudi izven konteksta. Evo. Veš kaj, fuck off pogodbe, ki ne prinesejo denarja. Ja, a ne, evo. Ne, glej. Skratka, moja bizarka ni Vladimir Prebilič, ker ne vem, zakaj bi bil. Anže Logar je imel pred slabima 2 tednoma ustanovni kongres v mestu ob Dravi, ki je govor po izvolitvi začel, ne, z citatom Alfija Nipiča, da ko Toti Štajerec v Dravo pade, kaj že pol popije, pol pa špricer naredi. Zdaj, in aplavz, ki ga je dobil, je bil uboren in slabokrven v najboljšem primeru. Slabokrven je rekel. Tole je bil cringe, ne. Ja, tako, ne, tako da, Anže, gospod Logar, stick to your day job, ker kot stand-up komik nimate velike prihodnosti, ne. Jaz si bom spet en medklic prvoščil, jaz sem to z zanimanjem gledal, jaz zelo veliko prezentiram in nisem slab brez lažne skromnosti in vem, da je uvodna šala izjemno pomembna, je pa še eno pravilo okrog te uvodne šale, ne. Če nisi prepričan, ne, če nisi absolutno suveren, ne, boš naredil več škode kot koristi in v tem primeru
bi jaz recimo na njegovem mestu raje rekel, ok, bomo šli raz, brez šale, pejmo takoj na delo. Ne. Res se mu ni posrečno. Predvsem pa Ljubljančan v Mariboru, kjer uporablja mariborske izraze, model, deno. Hočeš reči, da so se ljudje v občinstvu spraševali šalo na stran, kje pa je bila, da bi jo na stran dajali. Tako, ne? In šala je šla v Dravo, utopiti se od groze. Gospod Zorko, s čim boste vi naskakovali zmago? Prvo v letošnji sezoni. No, jaz bom podal predlog za politbizarko o naskoku na zmago, morda kdaj drugič. Pa dajmo ostati na liniji tega kongresa. Ne. Povezano s tem, tik pred tem se spomnimo, kdo se ga pa še spomni, je poslanec Kaloh, zdaj samostojni poslanec in tudi brez glavi, sem hotel reči, brez stranke poslanec, neslavno izpadel tudi iz nove stranke Anžeta Logarja, na kar je bil čez vikend nedosegljiv za pojasnila. To je pojasnil med drugim tudi s tem, da seveda, da ne, ker je bil na neki odbojkarski tekmi. Potem je pa v ponedeljek, Andraž, ki so v Butenskali fanči iskali, pa so rekli, Klena Bradley je bila nazaj. Bravo, lepa tradicija. Plus točke za Kaloha. Bradla je bila, ne odbojka, Bradla, gospod Kaloh. No, v glavnem potem pa v ponedeljek končno poslal odprto pismo, ki so ga nekateri željno pričakovali, drugi manj, v katerem je izlil svoj gnev, dušo in vse, kar je še bilo v njem malo bolj ali malo manj zdravega. In tisto pismo je v bistvu moja kandidatura za bizarko, ker je na eni način pokazal, da je točno to, kar so vsi trdili, da je. Na drugi strani je šel do tako mikronivoja obtožb, kada smo nekje v enem osnovnošolskem krožku političnem. Skratka, cel ta kontekst, vse od začetka do konca, z Bradlo na čelu, Kalohovo pismo je moja kandidatka. Dobro, jaz smo kar malo v plus štejem, če je dejansko odbojkar. Tega nisem vedela, poglej. Moja politbizarka je pa najprej hotela biti gospa Tina Gaber s tistim zapikovanjem v lutko, ampak jo je potem posekal partner, Robijevi gospodinjski nasveti. To bo moja bizarka. Jaz sem se sicer zdaj na novih računih. Kaj? Nisem celka preferenca. Đurine kućne čarolije. Ćao, ja sam Đura, ovo su Đurine kućne čarolije. Skratka, jaz sem se tako zelo, na teh novih računih smo dobili tudi take lepe grafike, kako je leto razdeljeno, pa delovni dan, pa nedelovni, tako da jaz temu zelo sledim zdaj, in se mi zdi fajn, pač bo treba loviti to, kar smo lovili, ko smo odraščali, predvsem pa da drag toh, ne. Vmes se mi zdi, da so bile razlike zelo majhne, ampak okej, skratka, fajn, da se neka pozornost, se mi pa še vseeno zdi, da bi to, kdaj naj peremo, mogoče lahko sporočal nekdo drug. Ne. Tisto, kar se v diplomaciji reče stol politika, ne, kaj bomo povedali, ampak kje bo kdo sedel. Tukaj si tudi domišljam, da bi mogoče malo več bilo vsebine in ne te gospodinjske politike. Tako da Perica Robi svetuje, je moja politbizarka. In to vnaprej hvala za vaše glasove, kjerkoli nam jih boste podelili. In gremo na zadnjih 30. Mislim, da Antišo že mika, da deli z nami. Ja. Jaz bom na ključe hotelo oziroma hoče, da bom že ta drugič v zadnjih 30 omenil slovensko filozofinjo Alenko Zupančič. Ne. Pa ni tukaj nobene pogodbe, ne, še manj denarja. TV Zagreb po kotu nekam krmežljal. Ne, tokrat je bilo pa na Ljubljani, ne, in sicer je bilo 25. novembra, to je bil ponedeljek zvečer, je bil zelo dober, zanimiv, informativen dokumentarec v sklopu oziroma v ciklusu Dediščina Evrope z naslovom Kant, eksperiment svobode. Se pravi o vplivu Immanuela Kanta, nemškega filozofa, na pravzaprav razvoj svetovne misli, no, tako da rečem. Ne.
Predtem je bil pa kratek insert oziroma kratka oddajica z naslovom Televizorka, kjer pa je Alenka Zupančič govorila o aktualnosti Kanta za današnjo rabo. 300 let je tega, kar se je Kant rodil. V življenju ni zapustil Königsberga oziroma Kaliningrada oziroma najdu celo izraz kraljevec, ne? Kar etimološko nek smisel ima, nisem pa še nikdar slišal za ta izraz oziroma poimenovanje, tako da toplo priporočam na Slovenija 1 blog o Immanuelu Kantu in njegovem vplivu. Si jaz vzamem pravico, da nadaljujem, ker se bo nadaljevalo pri tem izrazoslovju, ki si ga omenil. Jaz bi pa priporočila besedomat, preizkus, s katerim boste ugotovili, koliko in kako dobro poznate slovenske besede. Kakšnih 5 minut vam bo vzelo. Na besedomat.si na ekran dobivaš slovenske besede in kljukaš, ali je ali ni proper slovenska beseda. Na koncu dobite rezultat, ki ste v primerjavi s tistimi, ki so preizkus že izpolnili. Naštete so napake in hkrati takoj povezave na besede, za katere si recimo mislil, da ne obstajajo, pa so v Franu. Zdaj, preizkus je del ene množične raziskave razširjenosti slovenskih besed. Sodelujejo Inštitut za slovenski jezik, Frana Ramovša, ZRC ZUP, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici in UKC Ljubljana. Tak, fajn preizkus. Besedomat.si. Andraž? Te bom pa najprej vprašal, kakšen rezultat si dosegla? A veš, da sem ta prvič imela 85 pa 89, se pravi 85 tistih besed, ki so, pa ki niso. Skoraj bi si pa zapomnila ta drugi rezultat, ker je dobesedno bil, pa ne vem, če imam screenshot, boljši ste bili od vseh, ki so do zdaj preizkusili. Celo Celestine. Ja, ker Celestina namreč danes objavil, se je pohvalil, da je boljši od 98%. Jaz sem šel pa tudi tako to probat in sem pogrnil točno tam, ker sem vedel, da bom vse slovenske besede sem pravilno označil, ne? Skoraj vse 1 ali 2 se mi zdi. Wow. Sem pa kar nekaj unih, ki niso določil, da so, ker sem pa zelo pristaš tega, da je jezik živa stvar in imam rad skovanke in nove besede. Tako da sem vedel, kje bom pogrnil. Ne. Nisem pogrnil, pač ne par sem jih dal med slovenske besede. Skratka, kakšen odstotek si imel na pleti? To prvem sem bil boljši, ne to prvem, edinem, ki sem ga naredil, sem bil boljši od 2/3 dobrih, se mi zdi nekih 68 nekaj. Skratka, zelo bogo. To je zgornja tretjina. 66 je bogo. Ne, dobro je, to je dobro. Rekam, šel jaz v drugega, I'll see you on the top, Štefi, I'll see you on the top. Jaz sem rekla, jaz sem rekla, neham, dokler sem na vrhu. No, vidiš te. Ja, no, povej, moj zadnji 30 bo pa malo v kontekstu tega, kar se je včeraj zgodilo, se pravi ta objava sodbe Ustavnega sodišča. Povsem po naključju sem namreč na ta isti dan na Netflixu, nimam pogodbe z njim, še enkrat bom povedal, našel film, ki je bil lansiran 5 dni nazaj, ko to snemamo, 22. novembra. Film je naslov Joy. Govori o tem, kako so 3 zagnani znanstveniki razvijali metodo oploditve in vitro, se pravi z proveto. V Angliji dogaja se od let 68 do 78, jaz sem vmes štel, koliko sem bil star, ker se je dogajala zelo zanimiva zgodba. Človek ne bi verjel, da bo to tako, predvsem z vidika razmer, v katerih so delali, ne samo fizično v smislu same bolnišnice, kjer se to se odvijalo, predvsem v smislu okolja in obsojanja tega njihovega početja in potem končnega uspeha. Glede na kontekst, zelo priporočam film Joy na Netflixu. Aljaž, izvoli še ti. Ja, moja, skratka, očitno molje znamo vsi se jih znebljati, zato ker dlje od sivke... Znebljati je rekel. No, evo ti besedomat. No, evo, nova beseda. Znebljaj se. No, daj znebljaj se. Kako pa je nedovršno znebiti, pa tudi ne vemo. Ne? Znebljevati. Anyway, sivka v obleke in feromonske samolepljive tablice med hrano
pa moj dodatek še, če se vam zaredijo pač vse stran vršt pa na nov kupiti. Skratka, to ni neka velika umetnost. LDGD gospodinjski nasveti se bodo vrnili v priliki, ampak mojih zadnjih 30 je pa v resnici obvestilo podcastersko. Moj veliki podcasterski junak Mike Duncan se je vrnil z 12. sezono podcasta Revolutions, tokrat z sci-fi zgodbo o revoluciji na Marsu. In jo zdaj že nekaj epizod na voljo. Toplo priporočam, stvar je ultra zabavna, sploh za vse tiste, ki smo preposlušali celoten Revolutions serijo. In hkrati ima Mike Duncan še en drug podcast, in sicer Duncan & Co. History Show skupaj z Alexis Coe, zgodovinarko, ki ima dosti večji renome kot on, ki je bolj ljubiteljski zgodovinar. Skratka, debatirata o zgodovini in o zgodovinopisju in tako dalje. Jako zanimivo. V zadnji epizodi sta recimo obravnavala to, kako je beseda slut, kot kaj je to, vlačuga v današnjem slovenskem prevodu, v resnici pomenilo v angleščini, ameriški angleščini 8. stoletja nekaj popolnoma drugega in so si tudi founding fathers oziroma predvsem njihove žene ta izraz so ga redno uporabljale v nekem dosti nepejorativnem kontekstu. Tako da super zanimivo, zabavno, Duncan & Co. History Show in pa 12. sezona podcasta Revolutions. Priporočamo. Hvala, Aljaž, smo se znebljali zdaj zadnjih 30. Urban, hvala za molje, za nasvet, kako se tega rešiti. In smo pri koncu. Še enkrat bi jaz sam rekla hvala Jerneju za vprašanje in hvala Jakobu. Jakob, naslovimo v naslednji epizodi, tokrat smo že preko. Hvala za razumevanje, pa brez zamere. Pa ne pozabite na totke.